oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Ne rabim nobenih dragih parfumov, ne rabim niti ljubit spet, ne rabim avta, jahte in hiše, ne pivskih prijateljev 10. Ker jaz sem v redu, ne da bi mi kdo to povedal. Ne rabim diplome z filozofije, tudi če bil bi analfabet. Ne rabim biti doktor kemije, tudi če čistil bivam skret. Ker jaz sem v redu, ne da bi mi kdo to povedal. Ne rabim, da mi rečeš, ti si genij. Ne rabim, da mi rečeš, mater slep. Ne rabim, da me obožuješ in da se mi klanja celi svet. Ker jaz sem v redu, ne da bi mi kdo to povedal. Ker jaz sem v redu, ne da bi mi kdo to povedal. Ker jaz sem v redu, ne da bi mi kdo to povedal. Ker jaz sem v redu, ne da bi mi kdo to povedal. Ker jaz sem v redu, ne da bi mi kdo to povedal. Skupina Dobra Mrha pošiljajo svet pozitivno, jaz sem v redu. Ta govori o tem, da ne potrebuješ materialnih dobrin, partnerjev, prijateljev, izobrazbe in uspešnosti, da bi bil srečen. Počam se srečen v vaši družbi, zato vam predstavim Nekaj sveže glasbe. Okroži mesto in me duši. Biti ljubljen in ljubit nazaj. Daj me laži, da še je tvoje. Tonight, Love, Learn in Escalate. Kaj jaz bom zastarel, moj 94 Mercedes pa te vedno bo gorel. Zdaj spomin leti čez ocean. I hear you calling, I hear you shouting on my face, and all the promises forgotten. Heiko Garden skladbo leta 1928 z albuma Gradient. Pesem govori o novih pogledih na prihodnost skozi prizmo nostalgije. Dvigalu oba pod
Po debitantskem albumu To ti vračam tvoje je se Džoko vračajo prerojeni formaciji s frišno glasbo, skladbo vse ok, naznanja prihod njihove nove ere in odraža kontrast med rutino vsakdanjega življenja v mestu in željo po pobegu. V nadaljevanju Nas tu najt popelje z Mercedesom 94. Zato pa vem, da ljubila boš mene, tukaj jaz bom zastarel. Moj 94 Mercedes, vate vedno bom gorel. glasbeni gost. Tonight, Jan, zdravo. Živijo. Januarja je bil januar, Ja, sedaj pa je že od tega več kot pol leta. Tukaj je nova skladba, mislim, da si takrat napovedal, da boš pol v country pop ritmih. ja, zdaj sem se odločil, da izdam en country komad. Čez en mesec pa pride EPA, ki je pa čist spet v novo smer, tako da malo se zabavam. Se tokrat voziš z Mercedesom? Ne, ta komad je bil navdihnen, ker sem v letu pa pol nazaj res bil navdušen nad country albumom od Post Malona, pa sem se pa odločil ustvariti ta komad. Zdaj pa, kar bi lahko povedal temu komadu je, nastal je v zelo, zelo vročem poletnim dnevama. V spotu sem nosil usnjeno jakno in bilo je kar zabavno snimati ga. Ta Mercedes, ki ga imaš v videu, je letnik 94. Ja, dobesedno je letnik 94, od mojega očeta je, avto smo zrihtali, da je bil res tako, kar je treba za spot. In kaj sporočaš s to skladbo? S to skladbo hočem samo sporočati, da sem kot artist res širok, da se rad pozabavam z raznimi žanrami, nekako to. V videu pa vidimo tudi več konjev, nekaj jih je seveda pod pokrovom. Ja, konji v avtu, pa konji na renču, tako da kar zanimivo je. Dejal si, da naslednja skladba bo zopet nekaj drugačnega. Ja, na prihajajočem EPA-ju bo velik žanr. Jaz mislim, da se pustite kar presenetati, mislim, da vam bo kar všeč. Torej kmalu. Ja, na začetku naslednjega meseca. EPA je po naslovu Lastni love. Koliko skladb boš združil v celoto? 5 jih bo. Bomo pa sedaj ta novo spustili tudi našim poslušalcem, zato Jan, pripelji nam Mercedesa 94. Poslušalci, pripravite se na zelo posebne country ritme. Jaz upam, da vam bo všeč in živite v Mercedes 94. Mercedes 94 mi je v jarko spet obtičal. Rabil sem pomoč in pa sem tebe spet poklical. Sam ti rekla si, da sem v glavo čisto brisan in da naj te sploh ne kličem več. Ker spoznal sem te, si bila za mene ti deklina. Jaz pa fant za te, ko se je izgubil v meglici. Ko plesala sva, si mene ti čist osupnila, pa sem zagledal vate se. Zato pa vem, da ljubila boš mene, tukaj jaz bom zastarel. Moj 94 Mercedes, vate vedno bom gorel. Ti trkaš mene mala, zate vse bom potrpel. Vse, kar rabim, imam od tebi, moj si zadnji del. A še spomnim se, ko sva se prvič poljubila. Ko plesala sva, si meni cel čas govorila. Naj vzamem te in mi boš prvič dovolila. A mi danes dala boš vse. Mi lepa še petaš vse stvari, ki hočem slišati. Jo želim si te in se ka avtoma potiva. Bil sem prvi tep, nikoli ne boš me pozabila. Moj Mercedes stari 94. Zato pa vem, da ljubila boš mene, tukaj jaz bom zastarel. Moj 94 Mercedes, vate vedno bom gorel. Ti trkaš mene mala, zate vse bom potrpel. Vse, kar rabim, imam od tebi, moj si zadnji del. Ko gledaš me, topim se jaz pred tabo, babe. Jaz rabim te, čeprav me kdaj razumeš ne. Sam ne id stran, ker skupaj bomo staniva. Vem, da boš ti za mene edina bila. Zato pa vem, da ljubila boš mene, tukaj jaz bom zastarel. Moj 94 Mercedes, vate vedno bom gorel. Ti trkaš mene mala,
Zdravo, mi smo Kokosi. Poslušate Radio Aktivno. Kokosi skladbo Ljudje napovedujejo tretji studijski album naslovljen Naravni pojavi, ki bo luč sveta ugledal 15. oktobra, predstavili ga bodo 23. oktobra v Cvetličarni. Ljudje pa je pesem, ki poje o pomenu skupnosti in ugotovitvi, da je ultimativni smisel biti ljubljen in ljubiti nazaj. Malo z nami. Love Learn, ki nas odpeljejo pod bel oblak. Zdaj spomin leti čez ocean in prekriva ga en bel oblak. Glasbeni gost. Love Learn, Marko, zdravo. Živjo. Ste v novem ustvarjalnem zagonu? Absolutno. Toliko je novega, da niti ne vemo, kje začeti in je zdaj v bistvu ta oblak samo en tak košček, kako bi rekel, mozaiku novih skladb, da nam je malo žal, da izhaja sam, a ne? Ampak kar hočem reči, da nastaja nova plata,
in je definitivno Oblak ena lepa uvertura v vse skupaj. Tako. Uvodno stran pa ste torej prebrali? Uvodno stran smo prebrali, prečitali smo jo, pustili za sabo in po mojem za naslednji album opuščamo to metaforo zvezka, bo pa kakšna nova metafora, ki pa ne zaenkrat ostane skrivnost. Nenazadnje pa ste tudi prvenec kar nekaj promovirali po odrih. Ja, res je, imeli smo blazno srečo v bistvu z nastopi, za kar smo ful hvaležni vsem organizatorjem, ki so nas bili pripravljeni v bistvu kot neke novince vzeti in videti, kaj se zgodi. Se pravi od Gore Roka in majskih iger, ki so bile prej, pa tudi do Ortobara, pa Špilo po Primorskem, Maribor in tako naprej. V glavnem res se imamo fajn, ker se tega tiče, z nastopi ni problem in upam, da bo v bistvu tudi ta skladba nam odprla še kako novo priložnost, da ljudje slišijo, kaj ustvarjamo. Kot si že omenil, nova je naslovljena Bel oblak, gre pa o propadajoči transatlantski ljubezni. Ja, to je sicer zelo tako politično rečeno, ampak ja, v bistvu gre se za to, da sem imel eno frendico nekaj časa nazaj, ki je imela fanta v Ameriki. In v bistvu sem potem jaz skozi njene oči napisal to skladbo kot moški, v bistvu o zgodbi, ki upam, da se ne uresniči nikoli. Je pa res, da v bistvu sem takrat čutil neko to čustveno moč tega, kako se li zgodi ta filmska scena Hollywood, se pravi, skregamo se, krožniki letijo dol, ona pokliče taksi, že pripravljena za iti, vsi kufre ima, gre in potem v bistvu jaz kot fant sedim v svoj avto in se peljem na Brnik za njo in tako naprej. In nekako z videospotom v očeh sem pisal ta komad in tudi z bandom smo potem izbrali to skladbo, zato ker je v bistvu zelo filmsko nastavljena in potem takem tudi videospot, ki prihaja za to skladbo, je zelo na nek način filmski oziroma nek kratki film z nekim vrhuncem. Tako da ja, ta komad je hkrati tudi nekako mogoče vrnitev k nekim koreninam našim, saj smo zelo mladi, da rečem, in nimamo neke blazne diskografije, smo pa za zadnja dva naša singla, se pravi Emily in Nostalgic, poskušali sodelovati z producentom, in sicer Sandyjem Trojnerjem, ki smo mu blazno hvaležni, da nas je vzel za svoje, ampak smo spoznali, da najbolje delujemo sami, oziroma niti ne da najbolje, ampak mogoče ustvarimo nek zvok, ki je nam specifičen in nam bolj všeč kot nek studijski zvok. Tako da smo to skladbo tudi v bistvu tako kot prvo plato v celoti posneli sami, namiksali sami, namasterirali sami in cel audio izdelek je v bistvu plod nas petih. Je pa res, da je mogoče vseeno sound nekoliko drugačen od prvega albuma, ker probamo vseeno kot neki samouki producenti tudi popravljati svoje napake in lahko rečemo, da je to od nekih samostojnih izdelkov zaenkrat nekaj najboljšega, kar smo ustvarili. V videu se veliko vozite z avtomobilom, preko Atlantika pa bo z njim težko. Preko Atlantika bo z njim težko, ja, res je. To tudi smo opustili neke blazne plane, da bi v videospotu iz avtomobila naredili čovn ali kaj takega. Bilo je ogromno enih idej, kako bi se tega lotili, ampak smo v bistvu z študentskim budžetom posneli, kar se je dalo. Evo. Veš pa, da lahko prideš v ZDA peš? Ja, verjamem, celo zadnje čase, ko je bilo ogromno govora o tej Ameriki, mi je internet metal razne načine potovanja v Ameriko in če se ne motim, je nek človek, ki že 30 let peš obhaja svet in vse čudim temu, ja. Ampak predtem je treba prepešačiti Rusijo, potem Berigov preliv in seveda takrat, ko je zaledenel, takrat pa si na drugi strani. No, mogoče to kliče po drugem delu te skladbe, kjer iščem načine, kako priti v Ameriko po nižji ceni, ne, kot si zastane letalska karta. Peš je gotovo bolj poceni. Zagotovo. Teoretično je. Tako. Bova sedaj pesem Peš ali pa z avtomobilom poslala tudi v naš radijski eter, zato Marko, pošli nam Bel oblak. Evo, dragi poslušalci, pred vami je nov single skupine Lovelorn, ki se imenuje Bel oblak. Uživite. Taksi je pripeljal na Brnik, uro potem, ko sva imela zadnji stik. Dolge oči, a brez kančka radosti, zdaj leti za Ameriko. Nisem znal prepričati jo, da ostane tu. In zdaj prepevam blues, a ona hoče le nov dan, s drugim soncem obsijan. Zamenjala bi dan in noč, zdaj spomin leti
poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Ljubljanska zasedba Lilith and the Noise Boys s svojim prvim singlom Hearts of Fire. Trenutno delajo na albumu, ki bo vseboval 12 pesmi. Preslišite še. Skupine Escalate, ki je izdala nov single naslovljen Promises Forgotten. O njem albumu in koncertni turneji Rock. Zdravo! Ja, zdravo, jaz sem Rok iz skupine Escalate. Ja, trenutno je zunaj nov single Promises Forgotten, ki pa je v bistvu nadaljevanje te zgodbe albuma On the Brink of Becoming. Zdaj v bistvu cel koncept tega albuma je nekako osebna rast, kako v bistvu smo iz prejšnjega albuma pa prejšnjih singlov pa dokle, kjer smo zdaj prišli, da v bistvu kako smo že napredovali sami pri sebi in da smo že skoraj tam, da bomo okej, ne, da nam rata. Zdaj album v celoti po moje zide kot album z zadnjim singlom, ki pa bo septembra 2026, mislim da. Tako da mi v bistvu smo že v snemanju naslednjega albuma, ko se ta še izdaja. Tako da, ja, mislim, materiala je dovolj in jaz mislim, da je to način, da zadovoljiš svoje fane in da jim skozi nekaj lahko novega daješ, če pač skozi nekaj novega delaš. Prav dotično ta komad Promises Forgotten pa govori o tem, da si preprosto včasih naložimo preveč in ima dan premalo ur in teden premalo dni. In v enem momentu se pač vprašaš, kaj sploh delaš, zaradi tega, ker si pozabil v bistvu tudi jesti včasih. Pozabiš na se, pozabiš na svoje najbližje in velikrat pozabiš potem tudi uživati v tem, kar delaš, ker je pač vse tako full overwhelming. Tako da dajmo se včasih ustaviti pa malo zadihati. Kar se tiče pa turneje, pa we are all super excited, ful smo navdušeni, ful smo v bistvu ko mi čakamo, da gremo, po drugi strani pa valjda, mislim, saj meni osebno je vedno mal strah teh zadev, ker ipak je kle en kup organizacije, 14 dni bo treba preživeti nekje z omejenimi sredstvi,
Ampak ja, mislim, da smo aprila dokazali, da tu zmoremo. Aprila so bila sredstva še bolj omejena. Ampak evo, speljalo nulo in jaz mislim, da je tudi tale tura zdaj novembra ful dobra, no. Špilamo pa v bistvu tako, od 4. do 14. novembra so koncerti in smo v bistvu opening band za Life of Agony in pa Ugly Kid Joe, ki pa mislim, da ne rabijo veliko najave. Mislim, vemo belkane, za koga se gre. Tako da ja, mi smo pač ful srečni, da smo dobili to priložnost in seveda sem vesel, da smo tako res v isti sekundi, ko smo dobili ponudbo, smo tako vsi bili, ja, sploh ni debate, sem gremo, kaj rabimo, kako rabimo, bomo že pol urejali. Tako da res, ful sem vesel. One more day went by forgotten. Never tomorrow, live today. And many glorious stories strip me of my worries. Is this the way of the outstanding? Lost in this desert of discontent. Never bored but left alone. The breezes kill my feeling, but can't help this burn I'm dealing with. Is there something that I'm missing? I hear you calling, I hear you shouting at my face, and all the promises forgotten, good words is out of place. I say I'm sorry, but that's never really me. Maybe I need. I always say it's tomorrow, the day that I'll change the way. When hours won't be forgotten, the minutes all that I got will be mine to spend for one day. I hear you calling, I hear you shouting at my face, and all the promises forgotten, good words is out of place. I say I'm sorry, but that's never really me. Maybe I need. I know it's been coming from east side. I'll let my guard out to see my graduate fine. Still hell on my own design. I hear you shouting at my face, and all the promises forgotten, good words is out of place. I say I'm sorry, but that's never really me. Maybe I need another hour to live. Radio Aktivno. Tečem skozi ure, ne ustavim se, sama v pregonu izgubljena. Vsaka melodija narobe pojem jo, veter me odnese stran, veter me odnese stran. Ostani v tišini z menoj, odsev nasmeha se razbliti. Ostani, ne hodi drugam, vrti se mi na višini. Čas me pelje dalje, zame ni miru, vsak trenutek bleda senca. Počasi, vendar strajno praznina me napolni.
Slišim konca že odmev, slišim konca že odmev. Ostani v tišini z menoj, cel nasmeha se razblini. Ostani, ne hodi drugam, vrti se mi na višini. Ostani v tišini z menoj, cel nasmeha se razblini. Ostani, ne hodi drugam, vrti se mi na višini. Sence na steni rišejo, naivno srce. Ostani v tišini z menoj, cel nasmeha se razblini. Ostani, ne hodi drugam, vrti se mi na višini. Ostani v tišini z menoj, cel nasmeha se razblini. Ostani, ne hodi drugam, vrti se mi na višini. Ostani, ostani v tišini z menoj, cel nasmeha se razblini. Ostani, ostani, ne hodi drugam, vrti se mi na višini. Ostani. Ana Šimenc in Enos Kugler predstavljata skladbo Na višini, ki je pesem o hektičnem norenju današnje družbe. V nadaljevanju ne prislušajte. Skupine Vida Vox, ki se vrača z novim singlom Pisana na kožo. To poslušalca prinaša sporočilo osvoboditve, lastnih omejitev ter odkrivanja notranje svobode. Hej, pusti mi dihati, ptica v kletki ne poje. Okovi so breme vdanosti, rušijo gradove tvoje. Tvoje, tvoje. Brez besed si povedal vse, ker dobro veš, da sva si pisana na kožo. Moram ven, moram se izživeti, saj vendar veš, da sem ti pisana
legla v svojo dlan. V senci si sedela, tam kjer je veter nežno božal in ohlajal dan. Tvoj nasmeh, tvoj obraz je spremljal glas, ki mi ukanil je srce. Vedel sem, da si sirena, baby, ki zapeljivo me vodi med črem. Daj ne laži, da še je tvoje, daj ne laži, ker moje srce si izdala dne. Pomorje je iz mivke izbralo moje ime. Daj ne laži, da še je tvoje, daj ne laži, ker morje moje se ve, prav predobro ve, kam je potonilo ukradeno srce. V zvezde si kovala ljubezen vseh nas, ki smo zašli, in z novim jutrom jo izdala. Ko se dan še zbujal tiho iz tvojih laži. Daj povej, kaj hočeš, daj povej, kaj si želiš, ker to, kar tvoje srce nosi, ta nemir ga lahko sploh pogasi. Daj ne laži, da še je tvoje, daj ne laži, ker moje srce si izdala dne. Pomorje je iz mivke izbralo moje ime. Daj ne laži, da še je tvoje, daj ne laži, ker morje moje se ve, prav predobro ve, kam je potonilo ukradeno srce. Daj ne laži, da še je tvoje, daj ne laži, ker moje srce si izdala dne. Pomorje je iz mivke izbralo moje ime. Daj ne laži, da še je tvoje, daj ne laži, ker morje moje se ve, prav predobro ve, kam je potonilo ukradeno srce. Neon Jupiter je predstavil novo skladbo Daj ne laži. Pesem z ljubezensko tematiko nosi sporočilo o majhnih lažeh, ki lahko prerastejo same sebe. Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radioaktivno ter podcastu. Poščanke sem pripravil slišano, vam za konec vrtim še nekaj klavirske glasbe. Jan Sever predstavlja novi singl in video naslovljen Matador. S pesmijo najavlja album Nordika, ki izide v petek 26. septembra. V živo boste lahko skladbe z albuma slišali v torek 7. oktobra na koncertu v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani.